Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes v svoji družbi pozdravljam žensko, ki mi je sicer pred 2 letoma dala košarico za tale podcast, ampak zdaj se je pa z veseljem odzvala in prišla k nam. Je novinarka, voditeljica, imitatorka, vinogradnica ali pa vsaj najbolj znana promotorka cvička, ne? Je ženska brez dlake na jeziku, ki se v zadnjem letu lahko pohvali še z novim nazivom programska direktorica. Zdaj, vse te njene vloge bomo spoznali, kajti z mano je Jasna Kuljaj. Lepo pozdravljena. Živjo. Kako si tako drvečo si prihitela k nam v hitrem tempu življenja? Ja, se ne vem, kje mi je glava. Lej, služba, ki je več kot samo služba, nikoli se ne konča. Maile odgovarjam, tudi pozno večer, iščem rešitve, tudi po noč. Ampak najprej moram poanalizirati tole vinogradnica, ne. Foter je vinogradnik, ne. Si pa promotorka, ne? Ja, jaz bolj sem tu na voljo, da ljudje se name obračajo, če lahko pri meni kupijo kaj cvička. Zdaj, kolikrat je vinograd videl mojo nogo, bolj malokrat. Je pa res, da zdaj čas trgatov, pa to ne. Tukaj se bom pa angažirala, da bom kakšne znance poklicala, ampak ko jih rabiš, jih ni, ne. V bistvu imamo jih ful, vsak ima ful prijateljev. Ko pa pride tista sobota, ko foter gor pogleda, vreme bo, trgal bomo v soboto, kaj jaz začnem, živjo, dolgo se nismo slišali, kako kaj, a bi prišli v soboto na trgatev, pa joj, imamo že plane, gremo na morčka, drugič nam malo prej povejte, vi Kuljaji, ne, ja ne, ker vinogradnik se septembra odloči sproti, čez 3 dni bomo, ali pa slabo kaže, dajmo čim prej, začenja gnit. In ljudem ni jasno, zakaj jih mi vedno povabimo pač samo par dni prej. Ja. Zanimivo, ne, ker se mi je vedno zdelo, da je trgatev en tak res zabaven, družaben, malo delaven praznik, da ne dobiš ljudi. Vse je to res, ampak tisto soboto imajo vsi že plane, ampak mi se na hitro zorganiziramo in na koncu, kdo te rešuje, iskreno vam povem, pri vseh prijateljih po celi Sloveniji, na koncu te rešuje Marjana dol z vasi, ne, pa Cilka z gostilne, pa njeni možovi, ne, in vsak neki zagrab, ti Dolenjci so neverjetni, en pač voz traktor, gospe pomagajo mami v kuhinji, ker treba teh 30-40 ljudi na koncu nahraniti, foter odojka naroči, ga malo vrtimo, ampak vse je lepo. Pa se kdaj vidiš mogoče potem na jesen življenja, da boš tam v vinogradih iskala svoj mir? Ne, jaz že mami in očetu polagam na srce, daj ta malo prodati, preveč imamo teh trt. Mi imamo 5000 trt. Jaz si predstavljam, ko bom nekje 70, lepo sta uspešno upokojena in namesto, da bi šla okoli, ona dva morta trte kličajo, ne, je treba obrezati, ne. Pa še kaj, ne sprašujte me preveč v detajle, na žgočem soncu, jaz bi ima prvošla kaj drugega, ampak ne, foter trt ne bo prodal in jih bomo kar naprej, še naprej imeli toliko. Ampak okej, vsak, kar mu paše. No, zanimivo, pričakovala sem, da boš prinesla cviček, ne, v naš studio, ampak med 3 predmeti se ni znašel. Kaj si nam prinesla danes? Ja, a veš, cviček, ne rada se toliko ponavljam, pa se mi zdi, da kamorkoli pridem že 20 let, mogoče sem tudi zato, ker si rekla, da si ti dala košarico, sem rekla, a veš, nočem vedno istih stvari niti govoriti, pa še nekaj je bilo, 2 leti nazaj, se mi zdi, da podcasti zdaj vse bolj so priljubljeni in 2 leti nazaj sem jih jaz dojemala in jih še zmeraj kot eno tako formo, ki pač nudi več kot TV oddaja, ker se ljudje tako sprostijo in se mi zdi, kot da vsi podcasterji iščete pri nas tisto, kar sicer nikjer ne bi povedali. Jaz pa vem, tudi če smo mi v podcastu, jaz se zelo zavedam, da mi to zdaj snemamo in se mi je pa zdelo, da če hočeš narediti dober podcast, je treba dati kaj več, svoje čustva, odpreti se, ne. Ljudje si želijo, da se zjokaš v podcastu in meni se je zdelo, da jaz tega ne bom sposobna dati. Zato sem rekla, ne, nimam drugih ovir, ne. In Petra je krasna punca, tako da tudi slučajno Bog ne da kaj osebnega. Ne, se nisem osebno vzela, sem pa vesela, da si zdaj prišla, ne, in greva zdaj k predmetom. Torej, okej, pa začnimo z zvončkom, to je iz moje oddaje, z Jasno in glasno, zdaj zaenkrat smo naredili, zdaj bo leto bo naokoli, gremo v novo sezono na TV Veseljak Golica, v tej oddaji komentiramo novo slovensko glasbo, to je tematika, ki mene strašno drajva, jaz sem se v novi slovenski muziki pripravljena pogovarjati po 3 ure ob kavi, res me intrigira.
Pa kako so lahko dali tako pesem ven? Pa zakaj se to kle ponovi? On je kle to že povedal, pa zakaj to? Ampak a ni to isto Brandy delo že takrat? Pa zakaj se kaj novega ne spomnim? Jaz se resno razburjam. Ne? Malo te jezijo v bistvu. Ja, v bistvu se kar malo kregam z njimi, z glasbeniki. V oddaji se sicer mejčkan obvladujem, ne, hočem biti čim bolj iskrena, po drugi strani moram pa malo paziti, ne, ker mi vendarle, jaz hočem pomagati slovenski muziki in ne želim, da slovenski glasbeniki gledajo na mene in naše delo in mojo oddajo kot neko, ki bi jih želel sesuvati. Jaz mislim, da ravno z obstojem moje oddaje, že samo dejstvo, da obstaja, ogromno na svoj način pripomoram, da se mi o slovenski glasbi dejansko pogovarjamo. Ne, če nam slovenska glasba generira ta talk about, da mi, kva so pa zdaj stilovci naredili, čeprav stilovci v isti sapi mogoče mislijo, ona bo nas, pa a zna pet ženska sploh, kaj bo ona nas? Ne, jaz s tem, da njih kot temo obdelujem, hočem Slovencem pošiljati sporočila, da so to teme, o katerih se je vredno pogovarjati. In meni se zdi, da je slovenska glasba vredna, da se pogovarjamo o njej in da ustvarjamo ta talk about, ne. In tale zvonček je zazvoni kdaj? Ja, v oddaji, v Bohinju sem ga kupila in s tem bi pravzaprav rada povedala, v oddaji imam takrat, ko imam 3 goste in ko pač začnejo en čez drugega oddaja, ima točno, to ni podcast, to lahko traja tudi po 3 ure, ampak oddaja je dolga točno, kakor je. In ko mi nekdo zabluzi ali pa se za en drugem, ne, to je bilo pa unom spot, veš, ko smo leta 97, dosti bo, moramo naprej, še 2 komada imamo za pokomentirati, brez zamere. V tem primeru mi pride prav. Drugače pa s tem bi hotela predvsem povedati, a veste, ko delaš neko oddajo, pa ljudje mislijo, da to tudi današnji ustvarjalci ali pa mladina, oni mislijo, da ko dobiš oddajo, da prideš na gotovo. Ne. Takrat se šele začne. In jaz sem še tak tip človeka, ki, oddajo imam. Madonna nekaj rabim, da mi bo cinglal. In potem, ko hodam po hribih tamle, krave zagledam, jaz rabim, to je ta zvon, to rabim in si ga navlečem. Torej nisem ena tistih voditeljskih, oddajo bi radi, kaj moram jaz zdaj, kaj vi hočete od mene, meni je nič povedal, jaz nikoli, to kar malo me žucira, kar ti prid s planom, ne? Mladini bi rada rekla, ti prid s planom, kako pa ti vidiš stvari, daj mi povej, daj me sezuj, potem pa že malo morda rekla, to morda ne, ker bo lahko kontraefekt, ampak malo pogrešam te bojevitosti, izdelane vizije pri mladini, ker je lažje se sesti nazaj reči, meni je nič povedal, biti pasiven, ne. In zdaj, ko delaš z veliko mladimi, ne, pogrešaš ta pogum. Večkrat tudi v intervjujih poveš in pri glasbenikih in pri voditeljih. Pogum, odločnost. Tako, poguma nam manjka na celi ravni, tako poguma, tako kot, dobro si rekla, pogum rabiš za marsikaj. In kada nam ga malo manjka, nam Slovencem. Mogoče je to ta skromnost naša, ne? Ali... Ja, tu sva že pri upravljanju. To sva rekli, ne, da bomo taknili teme. Ker, zakaj imamo mi toliko veliko upravljanja? Ja, ker za človeku povedati v obraz, kaj si misliš, kako se počutiš. Ne pravim, da moramo hoditi po svetu pa ljudem razlagati, pa da jaz tebi zdaj povem vse, kar si mislim o tebi. Ne, povedati, kaj si misliš, sploh o sebi, o komorkoli, predvsem lahko tudi o sebi, ni treba o drugih. Zato rabiš pogum. Toliko je lažje zdajle biti miren, pa a veš tako, ne vem, tebi bi rekli, super je bilo, lepo smo posneli, pa bi pa šele drugim kasneje rekla, meni je bilo pa tam čist mem, tako hitro smo končali, tako mislim, zakaj sem sploh prišla, jaz, če bi imela problem s tem, jaz bi ti, ker bi te ta oseba tretja zdaj soočila s tem, ti meni pa jasno rekla, da je tako ful je bilo mem, da ste takoj končali, jaz bi ti že na licu mesta, ker ti bi bila pol zmedena in bi rekla, čak, kako če mi je rekla, da je bilo ful dober? In pa so ljudje malo zmedeni, ljudje dejansko špilajo stalno dvojno igro. Jaz bi ti verjetno že tu rekla, jaz sem pričakovala, da bo dlje, če ti verjameš, da je to cool, ampak jaz sem res mislila, da bo dlje in ko bi tebi nekdo rekel, jaz ne pa malo razočarala, se je tudi meni tako rekla, torej nekako si dosleden v tem, kaj komu poveš, ne. Vse več pa opažam, da ljudje rečejo eni osebi čist nekaj tretjega, Petra, ko boš dober podcast, pa glih prav je dolg ali pa neki bol, pa resnico se izkašljajo šele, ko tebe ne bo zraven. To je v Sloveniji tako popularno, da se mi zdi, da je ta narod čist že schizofren. Dvojna igra.
Ja, pa se ti zdi, da je zato, ker je ta meja med nesramnostjo in iskrenostjo zelo tanka, ne? Včasih je nekaj povedati po pravici, pa ne biti nesramen, je lahko... Ja, to je imaš pa še nevarno. drugi ekstrem, ne? Ki povejo direktno in rečejo, da so iskreni, ampak so v bistvu nesramni. Eno je, da ljudje nočejo biti nesramni, drugo je pa, da ti v Sloveniji drugega, kot da stalno malo taktiziraš, niti ne preostane. Zaradi naše majhnosti. Če ne boš, skozi moraš misliti, kako boš ven prišel, ker pač se ti na 3 koncih zaprejo vrata, si v bistvu kar vplev na tem prostoru, ne? Če si po eni Angliji, ne, kjer nekomu nekaj poveš, ni usodno, ker je tukaj še toliko drugih, tukaj moraš pa zelo paziti in to je vse posledica tega, mi moramo vsi zelo paziti, vsi živimo v nekih manjših okoljih. In koliko vrat se ti je mogoče zaprlo zaradi te direktnosti? Si imela kdaj občutek? Zna biti, zato niti ne vem, zdaj, ker zakaj? O tem ni, a misliš ti, Petra Kalanova, da si ti o tem obveščen? A ti misliš, da ti nekdo dejansko reče, veš kaj, malo preveč si predrzna, tako da mi bi v bodoče, tudi če ne s tabo, ne. Nikoli nisi ti o tem obveščen. Tudi Slovenec kot tak ti ne da vedeti, da ti je nekaj zameril, ampak kar naenkrat po novem rečete ghosta ali pa zgine, ker je lažje samo zginiti. To, da bi se z nekom dobil preko najini energiji, se ne ujemata, jaz bi kar zaključil tole, da tega je zelo malo. Ljudje kar zginejo. Ne? Pa se ne pravim, da so, je kdo zginil tudi z mojega življenja, brez pojasnila. So kar zginili. Tako, imaš prijateljico, pa so kar zginili, brez pojasnila. Pa sploh ne vem, čem je bil problem. Včasih sem pa zdaj ugotovila z leti, sem se tudi nehala sekirati. Mogoče si včasih problem že sam po sebi s tem, kdo si, kaj si naredil. In včasih nam gre kdo na živce, ker nas malo spominja na stvari, ki smo jih mi hoteli, pa se jih nismo lotili. In lažje je reči, da ta oseba meni neko negativo vzbuja, kakor da bi se priznali, ja, mogoče gre pa na živce, zato ker je ob karieri, ne vem, ostala še mati. Jaz ga pa še zdaj iščem, na živce mi gre, ker je in mati in ima kariero in še dobro zgleda. Vsak dan me opominja na vse, kar jaz nisem. Tako da mene je že kdo zapustil, ne da bi jaz zdaj izvedela. Ker se pol sprašujem, a sem ostala a sem bila kaj dolžna, a sem kaj izdala koga, a sem kaj narobe naredila. Ne, pa je človek vseeno kar zginil. Ali prijatelj moškega spola, ali pa ženskega spola. Joj, kar sama, zelo kar voda pravijo, ker se mi zdi, da imaš rada piko v vseh odnosih v življenju, preden greš naprej. Je temu tako, prav razumem. Ja, tako. Da imaš rada zaključene stvari, ne odprte. Ja, ampak zdaj sem mislila, da me tako gledaš prijateljica ali prijatelj, ne. Ženska, moški lahko prijatelja. Ženske verjamemo, da sta lahko, ampak jaz to, kar govorim, to je bil moj gej prijatelj, ker namreč imam prijatelja moškega spola in je kar zginil, ne. Je še danes ne vem zakaj. A kaj je bilo preveč? Ne vem. Mogoče bo zdaj to poslušal pa. Mogoče. Pa se bo obrnil nate in bosta naredila piko, ne. Ker jaz bi črto potegala čez osebo, ki mi je kaj ukradla, ali pa se mi posola denar, pa mi nikoli ni vrnila in tako brez, če ti prideš pa rečeš jasna, sorry, daj še malo počakaj. Ni problema, ampak da bi kar zginil, pa bi bila jezna na to osebo in bi jo res prečrtala. Da bi pa kar tako iz enega prijateljstva, še prej smo kavo pili, zdaj smo kar nehali, to in brez pojasnila, to pa ni prijetno. Je pa verjetno v tem medijskem svetu vseeno nekoliko več teh prijateljstev, ki so bolj znanstveno, ki ne grejo tako globoko. Si zgradila kaj takih globokih prijateljstev, znanimi, globokih. Iskrenih, da tudi tvoj zid takrat pade, ko si v bližini teh ljudi. Jaz sem pred redko kom totalno, da bi mi zid padel. Tako da prijateljstev na tej sceni niti ne sklepam, to je delo. To je kar kompleksna tema. Prijatelje sem vedno imela med ljudmi, ki nimajo veze z znanimi sceno. Ampak imam pa veliko znancev, prijateljc, tako, ampak da bi pa res v duši pa to razlagala komu kaj preveč, pa ne. Si imela pa že od malih nog to željo, ne, biti pod žarometi, nastopati. Si šla kdaj raziskovati, od kje, zakaj? Je bila tako močna ta želja, ne, da si pred ogledalom pela in želela nekako v ospredje? Ja, to je kar kompleksno. Eno je medij kot taki, foter je bil novinar, sicer pišoč, on je pisal članke, imam še spomin na to tipkanje pozno v noč, pisalni stroj, to imam v spominu.
In to mora biti po mojem v genih, ker so tudi recimo v osnovni šoli sem bila vedno taka, se javlja. A lahko jaz spis preberem, slovenščina ni bila problem, se pravi 4, 5 skozi, matematika, hud problem. Tako da vedno sem se znala izražati. To moraš imeti v genu, da si želiš brati. Jaz sem veliko knjig prebrala, ko sem bila majhna. To je ena plat. Druga plat pa je, da so bili moji starši majčkeno bolj tako, kot sem moram priznati danes tudi sama. Svet se ni okoli mene vrtel, kar pomeni, da sem se zelo izurila v tem, kako pridobiti tvojo pozornost. Ne? Se pravi, oče je zamišljen, oče to. Oči! A veš kaj? In pridobiš pozornost. Ne? In moja mama je bila taka, kot mame so bile v 80-ih. Sedele so dol na igrišču, pa če so sploh sedele, otroci smo se šli kar igrati, so kadile in to so bile v zgodbi, ne? In to ni, da si ti skozi tja hodil. Tudi, igrajte se. In pol si moral zelo, danes pri teh helikopterskih mamah, otroci sploh ne rabijo rint toliko v njih, ker so mame že pred njimi, že, ne, Gašperčak, tole, boš pil, boš jedel, jaz kot sej vemo, kako smo mi v 80-ih. Ko je bila noč, ko so se lampe pržgale, si nekako šel domov, lakota te je pregnala, ne. Si ti helikopterska mama? Ne, Prej si niti rekla, da ne. eno od treh predmetov je tale zapestnica, pa mogoče, da zdaj izkoristiva. Srebrna, ja. Ja. Mislim, ni pravo srebro, ne vem, kaj sploh je, verjetno neko jeklo, ali kaj zdaj je to nekaj popularen. Tukaj je ta znakac neskončnost. To zapestnico sem jaz v bistvu zaplenila moji hčerkici. Rada jo nosim, sicer je rekla, da bi jo imela nazaj, sem pa rekla, ne, bo kar mami imela, da te ima skozi ob sebi. Tako da to je ta edina vest na tem svetu, ki se ji na noben način ne mislim izneveriti. Ne more ona nič takega narediti, da bi jaz čez njo črto potegnila, medtem ko čez vse druge stvari na tem svetu, od kariere do ljudi, lahko naredim črto. Ali če katerakoli druga stvar na tem svetu, od ljudi okoli mene do moje kariere, čez mene potegne črto, je meni vseeno. Čez to mi pa ni vseeno. Ampak včasih je boleče, ker ravno zato zmanjka časa. Ampak jaz se takrat tolažem, da morda nisem popolna, morda jaz nisem 2 koraka pred otrokom. Naslednji teden imate športni dan, sem ti že te superge pripravila, ne v njih. Jaz komi folgam, kdaj imajo športen dan. Nisem res popolna, tudi otrok mi včasih učita. Druge mamice pa delajo nalogo, ne, in jaz imam moram odgovarjati. Če imaš problem, povej. Ker tudi z mano niso delali nalog. Če je bil problem, sem morala povedati. Pa smo pol inštrukcije plačevali, pa matematika, pa fizika. Ampak jaz otroka pričakujem neko odraslost. Če delajo svoje stvari, če naletiš na problem, bom, da bova po defaultu, da bom jaz, med 4. pa 7. mi delamo naloge in že vnaprej celemu svetu dala vedeti, kot mene ni, tega pa ni. Ampak hočem otroka dati vedeti. Samostojnost, to mora biti. Jaz sem pa tu, ko zagusti. In to hočem, to je moj odnos za celo življenje. Jaz bom tu, ko bo res zagustal. Tako imam, hvala Bogu, tudi starše. Zato mi tudi malo manj strah, če se mi kaj zgodi, jaz grem lahko. Če je najhujša alternativa, zato si tudi upam biti malo bolj drzna, če je najhujša alternativa, kar se meni lahko zgodi, to, da bi morala zapustiti, ne vem, Ljubljano, vse prodati, zgubila službo. Če je najhujša, kar se meni zgodi, da grem pač, to je poraz, k fotru na Dolenjsko in tam bivam starši in gledam te vinograde in sem med zelo takimi normalnimi ljudmi, pa Gorjanci so blizu, pa Holovaza zareže, pa Cviček se toč. To sploh ni tako slabo. Zato si jaz upam riskirati, iti malo čez, kjerkoli, ker če to najboljš, pa naj bo. In sem pripravljena tudi na to, je pa res, da mi je mama že namignila, dej ti kar ostan tam v Ljubljani, pa se tam še malo materi, tu, dobri prijatelji, ti tam, mi tu, pridi občasno, za vikend. In so te zelo veseli, ko prideš. Ja, dobro, skačajo, ne. A prideš kot vihar, jaz si tebe predstavljam, da prideš kot vihar domov in da
da je glasno. Ne, jaz pa nisem glasna. Manj se pogovarjamo, bolj sem srečna. Aha, prideš pomiriti. Jaz pridem utrujena. Je pa res, da to se je zgodilo s časoma. Mogoče sem po naravi temperamentna, glasna, ampak ta Jasna, ki zdaj hodi tja, je samo. Tu, če bi kdo prišel, smo zmenjeni z unimi, jutri oni grejo na pohod. Jaz sem rečem, oprostite, jaz bom zdaj le odpakirala in če se le da, tudi če ne, povejte, a bomo kaj jedli, če ne bomo, si bom sama naredila, ni problema in to je to. Tako da iščem bolj mir. Pa so te starši kdaj poskušali malo zabremzati, tako da je preveč, da umiri se, ko si verjetno hotela izstopati, ne? Ne, oni so samo oddaleč opazovali, kaj se njej dogaja, kaj, ne vem, če ni še kdo drug rekel, ti, tvoja fotru, tvoja ta mala je pa na radiju, pri nas dela, je audicijo naredila. Na radiju, tam sem pa tudi jaz delal, ko sem bil mlad, zanimiv. Tako da bolj komi so folgali, en dan pa vstop na radio, drug dan, jaz delam, ta mala dela na radio Gaga, tako, to se kar odvijalo. Mami, jaz sem na BBC, naredila sem sprejemne te izpite, jaz sem, daj nekaj, kar v London greš? Kdaj pa to greš? Takrat, kako pa to misliš? Bom že kako, tako, no. Si pa čutila, da so ponosni na te. Ja. Sam je pač, človek more to sam, ne more mamica namesto tebe. Ampak danes je to čisto vse pobrkan. Res, starši so res 3 korake pred svojimi otroci. To ni okej. In potem, ko se takole s prijateljicami verjetno tudi od vzgoje pogovarjate, ne, si takrat tudi direktna in poveš, kaj si misliš, imaš kakšne težave zaradi tega? Ja, včasih sem pa res neugodna. Zadnjič mi je prijateljica, ta malo je nekaj naredil sinček, v bistvu je zavreščal, ko je bilo najmanj potrebno in ta vrisk se kar ni končal. In medtem, ko je ona hotela me namigati, ti pa res nisi za fantke, jaz imam hčerko in hčerke so bolj prijetne, vljudne, vodljive. In je rekel, ti pa res nisi, ker sem zavila z očmi ob tem vrisku, ker meni ta zvok. Ne mara histerije. Če ima otrok problem, naj pove, bomo kupili čokolado, ni problema, ne? Sam pove, ne mi vreščati, tega ne maram. In ti pa res ne bi mogla fantko imeti. In sem se rekla, gre za to, da bi ga bilo treba malo v roke vzeti. Oziroma, da mu nekaj ni, pa ne vem kaj. Ampak da to bi bilo dobro zrihtati. Ker otrok ne sme dojeti, da je to kul. Ampak more zvedati, kdaj, da ni kul. To je treba mejo postaviti. Pika. Ampak če se mamice nasmehne, kako je naš simpatičen, samo vam. Ampak to je težko ljudem povedati. In takrat si na tankem ledu, da boš zgubil prijatelja. Pa si že kakšno prijateljico na ta način zgubil? Ja, in potem vidite, se mi ne javljajo več in v kletarnem. In sama obiraš grozdje. Tako vidiš, umrla bom sama. Ampak to je riziko, ki sem ga že zdavni morala nekako v ta jabolk zagrist, sem si priznala. Mislim, živi s tem, da znabi, da boš res umrla sama, ker s to neposrednostjo se pelaš direktke. Ampak boljš, da je tako. Ker nisem pa sposobna drugačne igre igrati. In bom pa umrla obkrožena z ljudmi. In zdaj cel life, da se nekaj delam, pa malo se preveč matram, da bom jaz obkrožena, da me bojo za rokco držali, ker me na koncu tako ne bojo, boljš, da jaz igram, tako kot igram. Ne? Se ne bojiš samote? S tem si razčistila že ali se jo nikoli ne jaz uživam v samoti, tako da zadnjič sem gledala krasen film, ful mi je bilo dober, vsi se bojijo, I'm gonna die alone, ne? Umrl bom sam. Jaz res pravim, ti lahko cel life trudaš, da ne bi. Vlagaš v otroke vse, na koncu pa ne vem, lahko je zgodi, se pa otrok skrega s tabo, se nekaj namrdne tam pri 25, še en partner, ki ga imel, lahko umre leto, 2 pred ta, pa si celo življenje vlagal v to. In na koncu vidko umrješ sam. Tako da, jaz zdaj zaradi tega iz strahu, da bom umrla sama, igrala drugačno igro brez veze. Se to je zelo, malo sem negativna, ne? Hočeš ti reči? Ravno prej ne si rekla, da zadnje čase se ti zdi, kot da si taka zagovornica samskosti, samskega življenja. Te je življenje pripeljalo do tega? Nisem zagovornik sploh nisem zagovornik samskosti. Ne, da sploh nisem, ampak to, da ena veza celo življenje, tega zagovornik pa tudi nisem. No.
nikjer ne piše, da je to treba. Če komu rata, super. Da pa moramo to negovati kot eno in edino pametno vrednoto, ena veza do konca življenja, to pa je skregano z sodobnim svetom in pol ljudi pahne to v hude stiske, ne? Ker je to, to je uspeh, če ti je uspelo zdržati. Ne? Sam danes pa ni več treba toliko stisniti, da bomo jaz zdržali skupaj, to je v bistvu, da bomo zdržali, ne? Da bomo trpeli, pa šli čez vse, pa bili skupaj. To danes modernim ljudem razlagati je tako, ne. Pa boš rekla, da nikoli nisi sanjarila o tem, da bi vseeno imela nekoga ob sebi celo življenje? Mene, recimo, fantje so me zanimali od nekdaj, on je luškan, ta je luškan, ne, ampak da bi jaz kdaj razmišljala, princ na belem konju, s kom se bom poročila, to nikoli. Nikoli. Jaz hočem v življenju predvsem uživati, torej rada delam. Rada potujem. Imam rada moške, jih imam, priznam. Ampak ta neka zakonska skupnost, en za celo življenje, o tem nikoli nisem sanjala, niti kot otrok. Je pa fajn, da ti ni dolg čas. Jaz vsakič, ko prijateljico z eno sedim, pa daj povej, se ti kaj dogaja. Ne, nič. A se ti kaj dogaja? Nič. To mi je pa grozen. Meni je to grozen. To mi je pa grozen. Ampak skušam razumeti, sam ne vem, kako zdrži. To je pa grozno. To pa ni vredno življenja. Kaj bomo sam delali? Pa kaj? Ne. More biti življenje več kot to. Ampak vsakomu kot paše. Potem, kar si povedala, se mi zdi, da znaš zajemati življenje tako z veliko žlico. Kaj pa so potem tiste stvari, ki te polnijo, ki te navdušujejo, ki si res srečna, no, ko kaj delaš? Imaš kakšne hobije, kakšne taka veselja vsakodnevna, vsakotedenska? Niti ne. Jaz delam in počivam. Služba te verjetno osrečuje. Ja, služba me, in počivam. To je to. Pa so pa, zunaj tega so pa samo še obveznosti. Ko pa nisem strogo delamo, pač od tebe oddaje in to, so pa kle še vsi ljudje, ki me kličejo zaradi cvička. So vsi ljudje iz vseh koncev, ki že dolgo se nismo videli. Če sam tem ljudem odgovorim ali pa dejansko jih obiščam, je moj dan popoln. Da bi jaz se usedla, pa lahko sploh knjigo vzela v roke ali pa šivala, ali pa kaj ni šans, ni variante. Imam knjigico, ne. Morava še imeti, ne. Tretji predmet. Ja, je pa ta knjigica, bolečina je moja, da odkar sem mati brala, veliko nisem, ampak če bi recimo vašim gledalcem kaj pomagali, lahko pa eno knjigo izpostavim, ki sem jo brala tudi še preden sem postala mati, Zavedanje, Antoni de Melo. To mi je predlagal na določenem razpotju mojega življenja, ko sem se znašla v neki kako naprej, kam, mi je rekel, Jasna, Naberšnik, Marko Naberšnik, sem povedala, da mi je on to predlagal. To je bil režiser naše takratne oddaje Na zdravje. Mi še danes sva prijatelja, mi je rekel, Jasna, jaz sem večkrat v življenju segel po tej knjigi, upam, da ne razkrivam zdaj preveč o njem, naj mi jo oprosti, in bi jo svetoval tudi tebi. Mogoče boš neke odgovore našla, on je Štajerc, pa boš vse skupaj sprejela, pa tako, wow, in sem to večkrat v življenju sem se k tej knjigi vrnila in po branju morda nekaj strani, 3, 10 naenkrat, nikoli ni treba vsega v kosu, se človek enostavno boljš počuti. To bi priporočala, več pa, ne vem, če bi zdajle. Vsem, ki so na razpotju življenja, mogoče ali pa tudi ne, ni potrebno, ni pogoj, da so v stiski, sploh ni pogoj. Lahko jo berete, ko ste najboljše volje. Meni je res pomagal. V bistvu ti hoče povedati, da na koncu ker ljudje tako radi opravljamo, pa radi jamramo, ona je taka, sploh ni važno, kakšna je ona, ni važno, kakšen je vaš šef, ni važno, kaj je to. Važno je, kdo ste vi, kako se boste vi s tem vsem soočali. In seveda, to že vsi vemo, mi sami smo edina stvar, na katero lahko v resnici vplivamo. Tako da, ti si, kakršna si, mene to ne bo jezil. Jaz bom že naredila tako, da bom shendlala.
Pa si do te točke prišla skozi življenje, ali si od vedno imela to svojo špuro in šla? Ne, ni pa tako lahko. Ker jaz sem bila, če nekdo ni bil tako, kot si jaz zamislila, ali pa karkoli, da ne dela tako, kot bi bilo moralno in pravično in to, bi bila jaz jezna, jaz bi se s to lahko tudi kregala, rahlo tako, ne. Zdaj mi je pa vseeno. Tako razumem, ta oseba je taka, kakršna je. In ona ima razloge, da je taka, kakršna je. Zakaj je to nekaj naredila, kar je mene vznemirilo? Ima tudi verjetno določene razloge. In mi ne vemo vedno vsega, zakaj je ta oseba to naredila. Zadnji je cel krog vzrokov, zakaj je temu tako. Ampak ker jaz ne morem vedeti vsega, kar se odzadaj dogaja. Brez veze sem zdaj jezna na to osebo, kakorkoli. Jaz lahko obvladujem samo sebe in da tega ne vzamem preveč dramatično ali pa osebno. Sej ni, da je zaradi meni nekaj hotela narediti. Ta oseba drugače niti ne zna. It's not about you. In pač več, lahko bi bilo tudi bolj sprejemanje, ne zavedanje, ampak sprejemanje. Sprejemanje situacije, taka kot je. Ne jamramo, tako kot je rekel gospod Cerar pred časom, pa je izgledal hec, ampak še zmeraj v marsikateri okoliščini situaciji si ljudje rečejo, da kako zdaj, ne jamramo, iščemo rešitve. Ja pa dajmo jih, ne. Tole, če bi se Slovenc malo zamislil, koliko opravlja, bi hitro videl, pa jaz sem danes cel dan sam opravljal, ampak opravljanje pa se vsem, kaj si ti o Marjeti povedal. S tem, kar si ti o Marjeti zdaj nam tvezil, si več povedal o sebi, kot o tej Marjeti, ne. Če imaš pa problem z Marjeto, pej do nje pa ji povej. In to, da menkle nekaj jadikuješ, mi več res pove o tebi, kot o njej. Zdaj vendarle delaš v medijskem svetu in je tega verjetno kar veliko. Kako pa mogoče kot šefica, kako so se prej pohecali, kot programska direktorica rešuješ te stvari med zaposlenimi? Imate kakšne take situacije? Si dobra potem, ker vidiš širšo sliko v tem koordiniranju odnosov? Ugotavljam, da je rak rana vsake firme lahko pretirano, da je veliko prostora za opravljanje. Zato bi rada, oziroma težim k temu, da vodimo neko odprto komunikacijo, kar pomeni, da sem pristaš, meni je žal, to sicer ni osebno, ampak če mi čim več stvari spravimo v neke e-maile, kjer so noter čim več ljudi, ki so vpleteni v to zadevni problem, da mi tam transparentno povejte, kaj menite in da jaz dam polje. Evo, taka so dejstva, prosim za vaše odzive. Odzive pogrešam, odzivov ni, ker se Slovenci navajen zapreti mail, pa ješ, pa bomo pa spet to, tukaj pa nič, ne bo odziva, ali pa razumem LP. Ne, nič razumem LP. Jaz smo prej ljudi, ki rečejo, hvala, pa vendar se sprašujem, ali bomo v tem ustreznem času uspeli to dostaviti. Hvala za pobudo. Spet za to je rabila oseba pogum. Je nazaj vprašala, ona kritično presoja, ampak očitno jo skrbi, hoče najti in bomo skupaj najdeli odgovor. Ne? Ljudje pa pol, kar ne bo pomagal, ničemu ne bo pomagal, če zdaj skašljaš nekomu, ti misliš, da si rešil, pa nisi nič rešil. Tako da, taka transparentna e-mail komunikacija ni slaba, tudi zato, ker se toliko dogaja, mi smo vsi v tolikih enih projektih, vsak človek, tudi če delaš v kjerikoli firmi, pride dan, ko nekdo reče, pol bo pa spet tako, ko ste tako, pa tako, ne, čakaj, to smo pa mi, to je pa črno na belem in najdem mail, ta oseba je tega ne to napisala, na podlagi te odločitve smo mi to naredili, ker se pač žal, ko delaš v korporacijah, moraš včasih utemeljiti in utemeljim s črno na belem. Zato jaz veliko ljudi prosim, ko me kar kličejo, jaz sred trgovine ali pa z otrokom, veš, sem da všvedla to pa to. Ja, v redu, a mi daš lahko to na mail? Ker ko bo mene nekdo, zakaj ste to naredili, bom rekla, črno na belem, tako je bilo rečeno. Ampak če nimaš črno na belem, velikrat sem se že upekla. Črno na belem. To te je naučilo, teh koliko, 20 let dela v medijih? Ja, pa predvsem zadnjih nekaj let znotraj korporacije. Prej sem bila svobodnjak. In jaz, kar tebi nekaj rečem, tako velja, jaz sem to rekla, v večji korporaciji, kjer je več oddelkov, milijon ekip, nisi vsem všeč, lahko pa hitro do obrne, je tako rekla, a res? Dajmo pogledati v mail, kaj sem rekla in zelo vam povem mene, pri pisni komunikaciji ne moramo mi ne obračati resnice, ne moramo nič. Res priporočam,
Kako pa je zdaj s temi modernimi generacijami, vse bolj opažam, so ta zvočna sporočila, voice, potem si to pretipkaš, da imaš črno na belem. Kako je komunikacija s temi mlajšimi generacijami, ki imajo svoje načine, ne? Vidiš, jaz zelo rada voicam, ker hitrej, ampak priznam, da nehi. A zdaj voice da že to transkripcijo narediti. Jaz, a veš, da ne vem, kje je ta funkcija, pa bi mi kar prav prišlo, veš. Sem glih tista generacija, ki smo majčkan digitalizirani, ampak nas 25-letniki, zdaj 20-letniki šišajo pri tem, ne. Tako da ja, wow. Pa te mlajše generacije, glede na to, da imaš res bogate izkušnje z delom v medijih, se kaj obračajo po nasvete k tebi, te kaj vprašajo ali so bolj tako, da že mislijo, da vse znajo, vejo? Ne, to kar vprašajo, vendar vemo, za kakšne stvari se name lahko obrneš. Digitalne rešitve mladina išče sama, ne, in bolj pričakujemo od njih, da smo mi od njih kaj naučili. Sicer pa ja, da mladino je treba predvsem opozarjati, se pravi, ko imajo oni zalet, in tega zaleta, kot sem rekla, malo pogrešam. Ampak ko ti pride mlada oseba z nekim zaletom, je prav, da jo poslušaš, potem je pa prav, da jo počakaš, da vse pove in pol jo že vnaprej opozoriš, ja, ampak, ne, vi ste to naredili, pa se je pa oni tam javili, da ni bilo, jaz vam priporočam, da vi to prej uskladite z njimi, tu bo problem. In morda še ne vejo, kaj govoriš, ne, ampak dali smo že vse to skozi, vemo, kje bo pol problem in jim skušamo to povedati, ne. Ni moja naloga, da čakam, da vidim, da nekdo pade, ne. Jaz res skušam že naprej in mi je žal, če kdaj kdo to vidi, da hočem biti včasih negativna. Jaz dam od sebe, kar lahko, da vam pomaga, zdaj pa vi vzamete ali pa ne, a ne. Če bi pa klele me vodila, kdaj favšija, ker jaz pomagam tudi kolegicam, ne, ženskam, ne. Jaz bila lahko malo skodiča, se nazaj naslonila, pa čakala, da, ker vem, kje bo problem. Ne, jaz bi, to je možno, da se ti zgodi, ampak delam po neki vesti, da pomagam vsem, ženskam, moškim in tudi lepim ženskam. To moraš biti pa kar, veš. Ker najhuje je, če te malo vodi kakšna prikrita, najhujše so prikrite ljubosumje. Saj ženska ne bo priznala, da igra ona na živce, ker je lepa, ne. V bistvu si tega niti ne priznaš. Jaz si pa priznam, Madonna je fajn baba, ampak vse ni bom pomagala, ne. Kar zahteva kar veliko. Ja, ne. Si imela ti kdaj v vsej tej karieri občutek, ja, da ravno zaradi svoje tudi vizualnega videza, roko na srce, si zelo lepa ženska. Ja, po to rečev ne vem, če mičke nama ne dela usluge. Bomo dali malo v umetno inteligenco, pa bomo 5 let odbili, prav. Okay, tako, ja. Si imela občutek, ja, tega ljubosumja kakšnih kolegic? Jaz spet ne, tega direktno ne moreš vedeti, ne. Indirektno pa čutim, da se pač neki, ne vem, da se neki odnosi nikoli niso zgodili, da, ne vem, enostavno. Kaj pa vem, ne? Verjetno se s tem niti ne ukvarjam, ne? Ker ne veš, niti ne veš, da se ti to dogaja. So pa tvojo kariero vseeno, ne, tako ko sem malo priletela, krojili taki močni moški v bistvu, ne? Sašo Hribar, Jože Potrebuješ, Boštjan Romih. Kakšni so bili te službeni odnosi s temi res takimi kar velikimi imeni slovenske medijske scene? Ja, fajn je, če res ni, da oseba, ki s tabo ne tekmuje, pa ti ni fovš, ti lahko kaj dane. Tako da, jaz in Saša Hribar, jaz in Jože Potrebuješ, o čem ćemo mi tekmovati, ne? Jaz njim priznavam njihovo mesto in pa se jaz lahko znotraj tega odnosa razvijam, ker nobenega od teh ljudi ni bilo strah, da jih bom na nek način presegla. Si jih ne moram, ne? Se smo različnega spola, konec koncev, ne moramo si biti konkurenca, ne? In samo v takih osebah lahko pol prosperiraš, se mi zdi kar, ne? Tako da, to mi je prišlo prav, pa tudi to, da moški, ki so name najbolj vplivali v karieri, mi je bilo tako osvobajajoče. Bila sem stara koliko 20-22. Če sem šla po cesti, pa če so neki delavci delali, to vse ženske poznajo, pa to so se obračali, to so klicali, oboževalcev še pa še, naj ne zveni samohvalno, ampak te pozornosti je bilo veliko in preveč. Ko sem sedela ob Sašu Hribarju, on kada ni opazil, da sem fajn baba, tako res, in to je bilo zame toliko osvobajajoče.
Jaz sem to toliko cenila, tudi malo me ni videl kot spolni objekt, kada ni opazil. Zdaj, ni ga tu, da bi lahko povedal, jaz vem, da bi se zelo pohecal, ampak res se mi je zdelo, da ga ne zanima te stvari in so se res z njim lahko o materiji pogovarjala. In to je bilo res, kot varna cona. In pri Jožetu isto. Lahko sem bila jaz na varnem, ne? Medtem, ko zunaj tega, da pridite malo sem, tako, a veš, vsi, ne, tako malo. Tako da, ob takih ljudeh sem se lahko najbolj razvila, res sem se občutila varno. Kaj recimo, Sašo Hribar, kaj bi rekla tiste glavne, poleg te varnosti, in zavetja, kaj ti je dal? On je bil res mojster, ne, na svojem področju. Oziroma, pri teh osebah sem se res morala izkazati z nečim drugim kot z lepoto, ne. Kamorkoli sem prišla, vsi, Niso trznili. Kako? Niso trznili na prvo žogo, sem mislila, da se ga niso si drznili. Ne vemo, ne kaj, ampak jaz sem oba ta človeka, ki sva jih zdaj navedla, pa še kjerga drugega, da sem šla na BBC k Branku Kastelicu, neki češ pada na lepe ženske, sem morala tudi iti čez določene teste, ker je bilo treba pač prevajati, ne, iz slovenščine v angleščino ali obratno, ne vem, kako je že bilo na testih, in pokazati neke veščine. Torej, največ so mi pomenile veščine, kjer lepota ni nič pomenila. Je pa vseeno prav prišla, ne? In nikoli ne skrivaš, da pač rada izkoristiš tudi svoje atribute. Kako si s to ženskostjo v tem divjem medijskem svetu? Pa ne vem. Ti je bila v breme ali v bistvu velika prednost? A jaz izkoriščam atribute. Če bi res gradila na atributih, jaz sem ena redkih na sceni, v meni ene injekcije ni, nobenega polnila, nič, da bi mi malo čelo, da bi bilo malo bolj sveža, da bi ne bilo teh podočnjakov, vse to bi se dalo zrihtati. Ampak jaz sem taka, kot sem se rodila. Tako da toliko zelo mi ta lepota res gleda ne pomeni, tako. Kako pa si s to zrelostjo? Te kaj strah, ne, vsi častimo to mladost, iščemo vrelec mladosti. Si se že kaj pogovorila sama s sabo, kako si s tem? Ni prijetno, ko vidiš kakšen siv lasek, pa je treba na barvanje narastka, ne morem verjeti, da se to meni dogaja, ne morem. Hkrati in tudi to, da se tle neka guba izrisuje, da so te maščobni, ne vem, kaj so to, mešički, vse bolj polni pod očmi, če si naspan ali pa ne naspan, zgledaš utrujen. To mi gre na živce. Ampak ne pa toliko, da bi jaz temu namenjala čas in denar. In si rečem, ker je bolj pocen, komor bo, do kamor pridem, premalo me to še teži, da bi res si pomagala. Torej, očitno me še ne bremeni toliko. Bomo videli, kaj bo v prihodnosti, ne vemo. Nimaš pa težav s tem? Toliko ne, da bi šla rešvat. Kaj pa, ko vidiš kakšne res te ekstremne, lepotne popravke pri kolegicah? Ne, jaz sem proti. Jaz tega ne delam tudi zato, ker sem proti. Ker je čuden, da si en dan za nekaj normalen, drug dan pa te takole gleda. Kaj je zdaj to, no? Zakaj to delajo? Zakaj? Ni mi všeč to. Ni mi všeč, da mislimo, da je danes treba biti sam še lep, ampak tako je, kaj se čemo zdaj, Instagram je svoje naredil, moraš biti lep, ampak jaz upam, da se to zdaj že obrača, da zdaj več ni to, da moraš biti tako lep, ampak res moraš biti izviren ali kva, ne vem, da lepota, to je šlo predaleč, no, da ni reber, da je to, da je velika rit, to je vse, toliko mem. V tem duhu, kako te skrbi mogoče za svojo hčerko, v kakšen svet gre, ki je obremenjen tako s tem zunanjim videzom in formo, ne toliko z vsebino. Ja. Se mi zdi, da ima ona že malo druge probleme, prije domov, mami me je udaril, mami me je porinil, bolj trpi to že, da so fantje opazili, da je lepa. To sploh ni tako super. Skoraj bolj, da te ne opazijo. Imaš mir. Tako da malo, jaz si nočem sicer reči, malo pa ji reče, jaz si samo razložim, če si fantu všeč, on ne zna tega drugače povedati, kakor da te malo porine. Tako da, sorry, ne, tako je. In pol je še malo sen, kako ne bo tako, kaka si, te lase lepe, taka ka mami, čeprav vsi vemo, da ni bo meni sploh podobna, ampak jaz se, taka ka, kako si lepa. Hočem, da se ona malo navzame samozavesti,
obenem ji pa večkrat rečem, ko se pa gleda v špegel, pa tako gor, pa dol, pa to izrečem, ni važno, koliko si ti lepa, meni je važno, a si ti prijazna, a pomagaš komur, kar rabi pomoč, to je meni važno. Tako da... Kaj si pa želiš mogoče za njo v življenju? Ne vem, upam, da bo razvijala svoje talente in naj sledi temu, kar je. Talente naj razvija. Zdaj, kjeri so ti talenti, se pa še izrisuje. Mi res pač ne vodimo otroka od strokovnjaka do strokovnjaka, da bi mi zdaj ugotovili, če je ona super. Jaz jo pustim primer. Pač pri meni je bilo tako, da moraš ti priti z izdelano željo, jaz sem jo imela in ne glede na to, kaj jaz pri otroku opazim talent in bomo mi zdaj na tem delali, vso silo se mi zdi brez veze. Otrok mora vse čutiti to neko skoraj da frustracijo, da mora ta svoj talent dati ven. Ona mora priti do mene, reči, hočem plesati na velikih odrih. To se mora zgoditi. Ne, da mamica, v to plesno šolo bomo šli, v tisto plesno šolo, ne, ti moš na tekmovanje hoditi. To je brez veze, ker jaz se lahko zdaj razpočam, pa vse to, ampak pri 16 bo vse nas nekam poslala in mora to pridati iz človeka ven. Tako kot je, zdaj si lepo napeljala, iz tebe je prišla ta lik Helene Blagne, nekje sem prebrala že skoraj tako mistično, da je vstopila v tebe tam pri 8-9 letih, da te je malo obsedla in od takrat te ne zapusti. Kako je zdaj s tem... s to esenco Helene Blagne v tebi. Kako živiš s tem? Ja, jaz tega res ne znam pojasniti. Ne vem, a gre res za imitacijske sposobnosti ali pač za te dve osebnosti. Ne vem, večkrat mi ljudje reče, ki poznajo naju obe, da res, da to je neverjetno. Ne? Jaz jo poznam samo iz medijskega sveta, ampak da je to kar neverjetno. Tako da, ne vem, kaj ne rečem. To je pač dano ali ni dano in jaz sem to, iz tega talenta nisem zanemarila, ga vključujem v svoje delo in mi pomaga ta talent, da popestrim svoje delo, se pravi, me od povprečne voditeljice loči potem, to je ona, ki zna pa še Heleno, kar pomeni, da lahko na kakšnih dogodkih nudim neko dodano vrednost, popestritev, na koncu pridemo pa žrebam in sem oblečena v Heleno Blagne, pa si to ljudje zapomnejo, ali pa če tega ne naredim, pridejo na koncu, kje pa je bila danes Helena? Tako da to je vse lušten in res sem hvaležna, da sem ta lik imela v sebi. In ostaja v tebi nekje. Jaz sem to že velikrat pokopala. Tudi zavedajoč se, da ne čutim neke hude sreče od gospe Helene. Ker to, če njene usrečuje, pa tudi mene, ne. Pa te pa spet pokličejo, pa bi lahko malo Helene, pa tako bi bili veseli. In pa spet to oživim se, že zakaj pa ne, dajmo se imeti fajn. Tako da ja. Kako pa je s tem imitiranjem bila? To je ona pa verjetno ni vstopila vate, ko si bila majhna punčka. Ja, ne. To je prišla spotoma. Ja, takrat, ko so bili resničnostni šovi, nekako sem upala, da lahko ponudim še kakšen lik več, kot kolegi iz Radia Ga-Ga, ampak kaj dosti več kot od teh dveh glasov res nisem prišla, ne. Ni uspelo. Ampak posluh za glas, ne toliko za petje, to nekako ne gre, ampak ko slišim en glas, zelo rečem, ista barva je to glasu, kot ima tale speaker in takoj povežem. Ne, tudi ko poslušam dokumentarce, tako, Igor Velše, to je on. Tako, res za glasove imam. A si predstavljaš, da bodo enkrat imitirali Jasno Kuljaj? Ja. Ali so jo že? Si že kdaj zasledila, da je kdo poskušal? Nekaj simpatičen ga je bilo, ne vem, ki so na eni šoli na Kozjanskem, so Jasno in Boštjana. Kaj, ona si dala lasulja, malo je te, ker to se že danes nekaj mi nagaja, ne vem, upam, da je ta hikla nekaj vmes bil problem. To si je malo naredila, pa dobrodošli, hvala lepa in to, in kaj boš drugega, sej v drugo smer ne moreš iti, sej to je tako. Ti je simpatično to, da? Ja, seveda. Da te malo karikirajo. Ja. In še eno poglavje se je odprlo v tvojem življenju, tale nominacija za Fatalko. Kako pa si to sprejela, to novico? Saj imaš za fatalno žensko, to so te zdaj verjetno velikrat vprašali zadnje čase. Ja, enkrat sem bila nominirana že 20 let nazaj. Bi se strinjala, da ima več kompetenc za fatalnost ženska po 40, ne 20-letnice. Zdaj, kako se v tem počutam, pa
se sem že rekla, moje življenje je kot kandidatka. Tudi če bi zmagala, bo enako. Še zmeraj bo treba delati, še zmeraj bo vse isto. Tako da, ne, Se ne plačam s tem. spremeni, kaj Nič dosti, se ne to bo. je vsak dan. Ne, prav nič. Tako da, ampak vseeno bom korektno odgovorila, v čast mi je. Lepo, ampak v bistvu so same obveznosti. Ne? To so obveznosti, treba na intervjuje hoditi, bo treba gvant provat, bo treba priti na zaključno prireditev, bo treba ploskati tisti, ki bo zmagala, lahko bi bila pa tudi doma, pa počivala, a ne? Ampak ok, dajmo se iti ta cirkus, da ne bomo res sam doma še sedeli, ker v resnici bi mi to največ pasalo, pa sem vesela, če me še kaj ven malo zvleče, ker res najbolj sem vesela, če lahko počivam. No? Imaš zmagovalni govor že pripravljen, oziroma tisti obraz poraženke? Kalanova. Ne, nič imam pripravljen, sploh ne vem, nič kaj Obliko? Ena od naših kandidatk, to mi je všeč, edino, kar si želim iz tega tekmovanja ven zvleči je, koliko je kandidatk, rečemo, da jih je 8, 10, da se me malo povežemo, malo woman power in ena od kandidatk, stilistka oziroma Maja Ferme, nas je povabila punce, jaz bi rada naredila obleke za nas, čist iz dobre volje, rada bi nas vse oblekla in vesela bom, če se dobimo pri meni, poskrbela bom za jedačo, prigrizek, pijačo, pridite, bomo pomerjale in meni se je zdelo, wow, to bi bilo pa lušten. In da jaz poznam te neverjetne ženske, ne? Vsaka posebej je zanimiva. Sicer imamo zdaj malo težave, zdaj pa ti v sklad 8 žensk, se vsaka z nečim ukvarja in večinoma ima še otroke. Tako da v bistvu do tega druženja res skupinskega ni prišlo bolj kaplamo po 3 pa tako 2, ampak že tukaj, kako je ona pokazala to, ne? In sem se jaz vprašala, kaj lahko pa jaz naredim za te ženske. Wow, mi je bila vzor in izziv. Ampak sem govorila, da imam toliko stvari, da ne morem, nič ne morem dati. Polno zaposlena. Ja, sej kaj bi se lahko spomnila, vsaj slabo vest mi je nabila, no? Vsaj to, da sem malo razmišljala, kva bi pa jaz lahko, ne. Bi mogoče lahko kaj spekla, kako si v kuhinji? Slabo. Ne, jaz sem vedno bolj tam, za pit bom pa jaz prinesla, to lahko, ne. To, po možnosti mrzlo, ne, mrzlo pijača, to, kako lahko ljudje pijejo toplo Coca-Colo, to pocviček, to je meni kriminal, jaz to ne morem, let rabimo. Zdaj, kot vidim, ne si polno zaposlena, imaš sploh kaj časa za načrtovanje prihodnosti ali greš s tokom? Ne, ni na časa. Jaz ne vem, kdo reče že za nov let, kam greste pa kaj na dopust, v live nisem vedela, kaj. Jaz ne vem, naslednji teden je to snemanje, je ono snemanje, začnemo s to propagandno akcijo, gostov še nimam, me kliče, moramo še to potrditi, ne, meni ne seže dlje, kakor da iz meseca v mesec, projekti, šiht, obveznosti, otrok, športni dnevi, šola v naravi, kje naj jaz razmišljam o tem, da bi jaz šla avgusta na Maldive. Čeprav bi bilo fajn, ne? To bi bilo fajn, ampak nimam cajta za Maldive, res, jaz sem enkrat že rekla, jaz sem celo imela karto za Avstralijo pred letom 2. Že kupljeno. In potem se je pa približeval datum odhoda. Sem jaz ugotovila, ne morem, jaz imam tukaj preveč stvari za porihtati, jaz ne morem hoditi po Avstraliji, raziskovati nek kontinent, če pa jaz čutim tukaj klic zdajle, jaz moram tukaj stisniti, bom jaz pol na stara leta. Jaz sem kar malo pol to odpovedala, sem dobila povračilo sredstev, tako da ne čutim zdaj nekam hoditi, pa iskati to neko srečo in mir od zunaj, ker medtem, ko ti misliš, da vsaj zame je bolj breme, meni premetavanje se po letališčih, prtlaga, zgubiti prtlago, od taksija do nova nastanitev. Jaz bi šla samo v eno gorsko kočo, pa da 5 dni noben ne potrka, noben ne pokliče, samo da mi hrano na prag dostavljajo, ali pa če bi si sama kaj spekla, to pa so počitnice, drugo pa ne. Ti vsem tem vrvežu ostane kaj časa za pisanje besedil? V tem si tudi ugotovila, da imaš talent? Se kaj nastaja? Ja, to pa je res ena taka, to pa je, rečva, hobi, ena strast, ki pa tudi vzame celega človeka, tako da ne moram jaz delati na 5 besedilih naenkrat. Zdaj že nekaj časa posvečam svojo pozornost, nekaj sodelujemo zdaj z skupino Langa. Bili so mi zanimivi, smo jih v oddaji komentirali, njihovo pesemco pa to.
Ampak zdaj pa eno pesnico skupaj delamo in mi je izziv, ker so level romska zasedba, ne, da bi za njih nekaj napisala, nekaj luštnega, z njihovim zvokom, pa še zmer, da je slovensko, se pravi, dajmo jih čim bolj vklopiti v to situacijo. To mi je izziv in je tak izlet. Ampak jaz pač pol na eni stvari pol pa delam, ne, pa je pa veliko klicev, veliko tega. Želim, da je to ena stvar dobra, pa čeprav bom v pol leta dala, da je to ena stvar, ki jo dam ven. Nisem ena tistih, ki ima zdaj trenutno, da 10 ansamblov snema moje tekste. Z eno stvarjo se ukvarjam in jo izpilam do nezavesti. Si pa velika poznavalka slovenske glasbe, ne, po službeni dolžnosti in tudi pač iz veselja. Kam pluje ta glasbena slovenska ladja? Kje smo zdaj? To je pa kar vprašanje. Mislim, zadnjič sem bila v Termah Banovci, pa moj otrok, jo skozi spodbujam, najdi si prijateljico, najdi si kakšno prijateljico, ne? Če imaš edinca, pol skozi na tebi visi in jo spodbujaš, pej do one punčke pa vprašaj, kako je imeti, kako sem jaz delala. Ne grem, no, izvoli. In potem pride punčka tudi do naju, kaj pa kaj je glasba? Poslušaš kaj je glasbo? Ja, poslušam tako narodno, pop, si mislim, da bi mene v 80-ih, kot mehno punčko kdo vprašam, bi se rekla, ja, narodno, to so poslušali samo naše stare mame, ne, v nedeljah, da pa tako otroci rečejo to in so znale pesnice, vse so pele, vse, od Čebelarja do Za prijatelje, tako, teh pesmic mi kot otroci nismo poznali, zdaj pa kar poznajo, to je velik korak naprej za slovensko glasbo. Da sploh je, sej ne posluša vsa mladina te glasbe, ampak en del mladine jo pa posluša. Takrat pa jaz nobenega nisem poznala, ki bi to poslušal. Torej, slovenska glasba je naredila korak naprej, kar je nujno, ker kaj boš ti tujcu, ki pride v Slovenijo, rekel, dajte mi nekaj avtentičnega, kaj mu boš dal? Moraš mu dati, kranjsko klobaso, moraš mu cviček natočiti. Moraš mu eno našo domačo zavrteti, da on v tistem dnevu ali dveh, kolikor ima cajta za to državo, skonzumira čim več, kar nas dela avtentične. In ti to rabiš. Mi to rabimo. Kaj mu boš pa drugega pokazal? Ne? Mi se pa klele neki, to je ali ni, ali bi ponosni, ali bi nas bilo sram. Kaj mu boš drugega pokazal? Ker ljudje hočejo, kamorkoli prideš, tudi mi, kamorkoli pridem, jaz bi jim rekla, dajte mi čim bolj nekaj vržga, medtem ko mesta, države, vse z temi multinacionalkami in s trgovinami, tako, kako naj rečem, arhitekturno, kako naj rečem, postajajo vse bolj si podobna, ne? Vse isto, vse eno, prej v Varaždin, tam bo isto, Lidl, Hofer, to, vsa mesta postajajo podobna, in ljudje res še bolj iščejo in potrebujejo, kaj pa, v čem ste vi posebni, in mi res moramo se zavedati, zakaj je pomembno, da imamo kaj pokazati, da smo mi v nečem posebni, in to bi morali vsi to verjeti, ne zdaj samo nek ruralni krog. To se mi zdi, da smo že kar malo presegali. Super, in z mladino, z otroke je treba s tem že malo osvojiti, da bomo ponosni na to, da je to naše, ponos, smo mi, to je naš zvok, to je Slovenija, to je Avsenik, kaj pa ti misliš, ni tazga na celem svetu, kot je bil on. Mi bi se morali malo hvaliti, to. Torej, napoveduješ svetlo prihodnost, glede na to, kar spremljaš na terenu. Bomo videli, dobro kaže, glasbeniki so pridni, pridno delajo, še boljš bojo. Pomembno je pa tudi, kako bojo televizije. Zelo pomembno je, kam ti to daš, pozicioniraš. Če tega ni na televiziji v primerni obliki, potem sporočaš ljudem, da to ni pomembno. Tako da je zelo pomembno, kako bo to tudi na ravni medijev. Ne morejo samo glasbeniki gor držati, ne morejo z veselice nojo rešile, morajo tudi mediji. Kot človek, ki že toliko let delaš v medijih, kako pa napoveduješ to prihodnost, kam bomo šli, bo televizija, radio obstala? Ja, težka bo. Vse manj ljudi, mladina, vsak mi reče, ne vem, kdaj sem nazadnje televizijo prižgal. Opažam, se pravi, to je zame osebno, majčkeno odrešujoče, ker ko vstopam v prostor, pa vidim, da so mladi, si včasih, ko ne želim biti, da me vsi vidijo, je olajšujoče, ker vem, ta mladi so, te me ne poznajo, ne, toliko, ne, in res ne trznejo, če pridem v prostor, kjer so starejši, jasna, torej točno se ve, kdo gleda televizijo, in to mladi niso.
kaj čmo zdaj, ne? Mladi niso, mlad človek, to je sam še to je sam to, kar bo tukaj, to bo prišlo do njega. Tako da ne vem. Po drugi strani ne pa opazujem, da veselice in dogodki so pa polni mladine, ki pod odrom prepevajo. Ja, ampak seveda se vse to dobiš iz kleven, se YouTube, vse dobiš tukaj, tako da potrebe mladega človeka bi prižgal televizor kot tak in gledal TV programe in ne nekih ponudnikov, ne, filmov in tega, so zelo majhne. To so bolj mediji za starejše ljudi. Ja, nič jasno, počasi sva prišla do konca tega pogovora. Ja. Jaz bi se ti iskreno zahvalila, da si vzela čas, da si delila z nami vse te misli. Želim ti vse dobro, predvsem veliko miru in časa zase. Hvala. Pa upam, da se še kdaj vidimo. Ja, hvala lepa. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.